Dobro jutro še na zadnji letošnji virtualni kavi. Kar nekaj smo jih spili v teh nenavadnih časih. Tokrat pa tema, ki zagotovo so tudi naši definirali kot tisto, ki je ključnega pomena za naš obstoj in za delovanje. In sicer AmCham delovne komisije so definirale kar nekaj tem, ki jih bomo v letu 2021 obdelovali, in sicer zdravje, znanje, poslovno okolje in varnost. In prav varnost je tisto, o čemer bomo danes govorili. Zelo sem vesela, da lahko pozdravim 3 gospode, ki so veliki strokovnjaki na tem področju, predvsem pa tudi odgovorni za to, da lahko država in gospodarstvo delujeta neprekinjeno. Z nami je magister Matej Tonin, minister za obrambo Republike Slovenije, docent dr. Blaž Markelj, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, in Uroš Majcen, sopredsedujoči AmCham Ready for the Future komisiji in vodja socprograma na SNT-ju. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Torej, dobra urica bo zdajle pogovora o varnosti. Seveda bomo prosili tudi vse tiste, ki ste z nami in ki nas poslušate, da v chatu zastavite vaše vprašanja. Začela pa bom kar jaz z ministrom, in sicer minister, nekaj o čemer morda ne razmišljamo prav pogosto, je to, kako pomembno je, da neprekinjeno delovanje tako države kot gospodarstva je omogočeno. Kaj ima pri tem opraviti Slovenska vojska in vaše ministrstvo? Živijo, Ajša, lepo pozdravljeni vsi skupaj, tudi vsi poslušalci, gledalci, ki nas gledate. Saj veste, tista znana krilatica, da z varnostjo je tako kot z zrakom. Dokler je čist, dokler ga dihaš, se niti ne zavedaš, da je nekaj samoumevnega, je pa nujno potrebna stvar za življenje. In nekaj podobno je z varnostjo. Dokler jo imamo, se nam zdi, da je vsak cent, ki ga vložimo v varnost, popolnoma odveč, ker se nam zdi popolnoma samoumevna. Ampak, ko pa gremo izven našega varnega mehurčka in ko pogledamo svet okrog sebe, potem je jasno, da so prav vsi družbeni podsistemi, od gospodarstva, zdravstva do našega vsakodnevnega življenja, absolutno odvisni od varnosti. In kaj se lahko zgodi, če v neki državi ni zagotovljena varnost? Potem je to življenje popolnoma drugačno. In ja, Slovenska vojska je tisti naš konstitutivni element, ki naši državi zagotavlja varnost in obrambo. In ne nazadnje, teritorialna obramba, predhodnica Slovenske vojske, je bila tista, ki je zavarovala našo odločitev za samostojno državo. Zdaj, v tem mesecu bomo praznovali, mislim, da je zelo velik praznik, to je 30. obletnica plebiscita, kjer se je resnično slovenski narod kot celota odločil, da želi živeti v samostojni in neodvisni državi. In predstavljate si lahko, kaj bi se zgodilo, če v tistih ključnih trenutkih ne bi imeli obrambne sile, teritorialne obrambe oziroma svoje lastne vojske, potem bi to ostalo vse zgolj mrtva črka na papirju, kot morda številni drugi narodi bi se danes morda še vedno borili za svojo samostojnost. Tako pa jo imamo in zagotovo je naša kvaliteta življenja boljša danes, kot bi morda bila v neki drugi drugačni državi. Tako da Slovenska vojska je konstitutivni element in dolžni smo jo vzdrževati in tudi oblikovati tako, da služi domovini. Blaž, na fakulteti seveda ste tisti, ki tudi teoretsko gledate na varnost, seveda pa ste tudi tisti, ki izobražujete kadre za to, da lahko delujejo na tem področju. Občutek pristranske varnosti, zagotovo tudi o tem, kar je že omenil minister, veliko govorite. Imamo v Sloveniji gledano teoretsko in seveda po občutkih boljši občutek varnosti, če tudi morda ni utemeljen? Lep pozdrav še z moje strani vsem poslušalcem. Ajša, najlepša hvala za vprašanje. Zdaj, raziskave, ki jih upravljamo, na tem upravljamo bias, to se pravi pristransko varnost, v bistvu pristranski pristop do varnosti. Jaz to lahko govorim z področja kibernetske varnosti, kjer upravljamo tudi številne raziskave. Dostikrat se vprašamo, ko delamo raziskavo, pa vidimo, da v bistvu nekaj varnostnih elementov, ki jih recimo primer na mobilnih napravah, bi jih lahko uporabniki uporabljali, pa jih ne. Pa so zadeve zelo enostavne in potem se sprašujemo, pa rečemo, ja, zakaj za Boga pa tega ne uporabljajo. In temu v bistvu lahko rečemo nekaj pristranski občutek varnosti. Se pravi,
tista zgodba, saj meni se pa ne more zgoditi. Ne. Jaz dostikrat potem to ponazorim, pa tudi študentem povem, recimo primer z menjavo gum na avtomobilu. Recimo primer, mi imamo zakonsko predpisano, da moramo zamenjati gume. In s tem v bistvu, ker zamenjamo gume, nas tudi obvaruje zadeva pred tem, da bi v bistvu šli na neko spolzko podlago in da bi se nam nekaj zgodilo. Imamo pa primer opisano, kako ravnati, recimo primer z mobilno napravo, kako ravnati z pomembnimi informacijami, tako za recimo družbo kot za gospodarstvo. Tega pa zadeva, recimo, imamo sicer zakone, ampak ko govorimo pa recimo primer zakon o gospodarskih družbah, kjer imamo poslovnih podatkih, potem imamo recimo zakon o tajnih podatkih, kdo z njimi dela, ampak z nekimi vsakodnevnimi podatki, ki uporabnik dela, ki so ravno tako zelo pomembni, tako za uporabnika, kot za recimo uporabnika, družbo, kot za neko gospodarsko entiteto. Tukaj pa v bistvu dostikrat v presoji uporabnika in če je ta bias, to se pravi ta pristransko do varnosti, toliko velik, da pač ne uporablja varnostnih elementov, se uporabnik sam za to odloči, imamo potem lahko na drugi strani seveda problema. Še bomo govorili o tej odgovornosti posameznika, pa seveda tudi to, koliko so nas spremembe v družbi, tudi digitalizacija prehitele, zato da nimamo pravzaprav zakonsko določeno in seveda vprašanje, ali vse potrebujemo imeti res v pravilniku. Ampak zdaj bi se obrnila k tebi, Uroš, zlitje analognega in digitalnega sveta, torej fizičnega in kibernetskega, je spričo te pandemije popolno. Pravzaprav vse te delovanje, dela nadaljavo, vse to, kar se nam spreminja tako zelo hitro, čeprav smo to velikokrat napovedovali, pravzaprav povzroča tudi nova vprašanja varnosti in seveda tudi neprekinjenega delovanja gospodarstva. Minister je že nekoliko omenil, da je tudi fizična varnost tukaj ključnega pomena. Morda tvoj pogled, kaj pomeni za gospodarstvo tako analogna kot digitalna, fizična, kibernetska varnost? Lep pozdrav vsem še v mojem imenu. Ajša, hvala za vprašanje. Odlično vprašanje, ki se dotika nečesa, kar smo pozabili v tem času in se je to v preteklosti, ker nam je nekako nismo niti razmišljali o tem, pa smo sedaj v času pandemije padli v to noter, je ta neka vrsta resilient, odpornost na to vrstne stvari, ki se nam zdaj dogajajo in prikazuje, kakšna je krhkost dejansko naše družbe, kako je organizirana na tak način, da je zelo krhka v fizičnem, analognem in v digitalnem svetu. In v organizacijah to občuti zelo intenzivno, ker je to dejstvo, da smo v spomladanskem času šli vsi naenkrat delati od doma in niti nismo dimenzije varnosti dovolj dobro naslovili, se je izkazalo v ogromnih problemih, ki so se izkazali. Dejstvo, da nismo bili digitalno pripravljeni na to vrstno dejanje, in moram priznati, da tudi v tem drugem valu nismo še vedno dovolj pripravljeni na to, ker enostavno si mislimo, sej ni treba, sej tega ne rabim. To je isto kot pri zavarovalni policiji. Sej ne bom to zavarovanje vzel, kaj pa, če se mi to nikoli ne zgodi. Dokler nekemu grdemu izrazu to ne ugrizne, potem je pa pot nazaj toliko težja. Zato je ta odpornost, ta trdoživost, to vrstne stvari, tista ključna stvar, ki jo moramo v prihodnosti nasloviti. In če se bomo kaj naučili vsega tega, je ravno to, delovati na te odpornosti naše države kot take in potem dol vse do posamezne organizacije. Tukaj, minister, bi vas vprašala sledeče. Zdi se v javnosti, kot da se postavlja investicije v Slovensko vojsko oziroma vlaganje v Slovensko vojsko kot nasprotje vlaganja v zdravstvo. Vem, da ste že večkrat poudaril, da to ni alternativa, ampak vendarle bi vas želela še enkrat ponovno vprašati, kajti kar naprej slišimo to, zakaj v vojsko in ne v zdravstvo. Kakšen je vaš odgovor, prosim? Minister, še na unmute. Hvala lepa, Ajša, za to vprašanje, ki sem ga v zadnjem obdobju mnogokrat odgovarjal ravno zaradi vseh demagoških zgodb, ki so se okrog tega vrtele. Vsaka resna država, in jaz Slovenijo štejem za resno državo, je dolžna razvijati vse svoje podsisteme. Vsaka resna država se ne more privoščiti, da bo en sistem zanemarila na račun drugega, ampak moramo čim bolj uravnoteženo zadeve razvijati.
In te dileme, ki se pojavljajo v javnosti, češ ali bomo zdaj za orožje ali bomo za zdravstvo, so lažne dileme. Zaradi tega zakona o sredstvu, torej o investicijah v Slovenski vojski, ni bil prikrajšan noben drug sistem. Nikomur se ni reklo, zaradi tega zakona se bojo pa pri vas investicije zmanjšale ali pa se vam bo karkoli odvzelo. In tudi se mi zdi, razmerje je vsekakor glede na okoliščine to pravo, ne. Da si boste približno predstavljali, mi s tem zakonom, v katerim je toliko veliko debate in za katerega so zbirali podpise za referendum, namenjamo 1% državnega proračuna za obrambo in varnost. Torej, s tem zakonom je predvideno približno 100 milijonov evrov na leto, da jih damo za investicije v obrambo, v primerjavi z 10 milijardnim proračunom in nekaj več, je to seveda 1%. Če to še primerjamo z tem, koliko gre za zdravstvo, če pogledate zadnje podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje, potem ugotovite, da smo Slovenci v zadnjih letih za zdravstvo zbrali približno 3500 milijonov evrov, to je 3 milijarde pa pol. Pa če še dodate 500 milijonov tistega, kar primakne Ministrstvo za zdravstvo za različne programe in investicije, imate to 4 milijarde evrov denarja, ki ga namenjamo za zdravstvo, in na drugi strani 100 milijonov za investicije v obrambo. Torej je razmerje je 1:40. 40 enot za zdravstvo in 1 enota za investicije v obrambo in varnost. Glede na okoliščine se mi to zdi vsekakor pravično razmerje in je daleč od tistega, ko nekateri želijo to stvar prezentirati, čez za nekatere bo vsega dovolj, za drugo stvar pa ni. In se to tudi prikazuje v tem smislu, češ, zdaj v tem trenutku bomo dali 780 milijonov evrov za te investicije, dejansko je pa ta zakon po zgledu številnih drugih držav raztegnen na 6 let, ob dejstvu, da preteklih 10 let praktično ni bilo investicij v obrambo in varnost. Naj še povem, v nominalnih konkretnih številkah mi še leta 2020 še vedno nismo na ravni, kjer smo bili leta 2010. In prav noben sektor v tej državi, ga ni sektorja, ga ni ministrstva v tej državi, ki bi plačal po tisti zadnji krizi 2008-2009 tako visoko ceno, kot je plačal obrambni sektor. Pri nas se je praktično proračun razpolovil in zdaj popravljamo zadeve za nazaj, ker prišli smo do točke, kot je rekel nekdanji načelnik generalštaba, general Geder, če ne bomo resno ukrepali, potem Slovenska vojska kmalu ne bomo imeli več. In to smo kot resna država dolžni storiti. Vse ostalo je pa seveda so pa medijske, a pa bolje rečeno politične manipulacije, ker v tem trenutku, kjer je javnost razdražena, ker smo vsi siti teh korona ukrepov, ko se bojimo tudi na nek način za našo prihodnost, ko je naša prihodnost negotova, je zelo enostavno razburjati, razumeti ljudi s tem, da rečeš, glejte, pogled barabe, 780 milijonov evrov bojo dali za obrambo in varnost, medtem ko za zdravstvo ni dovolj denarja. Ampak zaključim, te dileme ni, ta vlada je pripravljena vlagati tako v varnost, kot tudi v zdravje. Tu morda, če dovolite, minister, še vprašanje. Velikokrat je, dali bodo za orožje. In seveda tudi jaz osebno mislim, kaj zdaj rabimo orožje. Ampak ali gre ta denar, za katerega ste povedali, v kolikem času bo investiran, res za orožje ali gre za, kot ste rekel, varnost in obrambo? Ja, zdaj pridemo do vprašanja, kaj vi definirate kot orožje. Morda je najbolje, da povem, kaj bomo z teh sredstev nabavili. Ta sredstva so namenjena temu, da prvo usrednjo pozornost dajemo vojaku, da je vojak ustrezno opremljen, se pravi od čevljev, uniforme do njegove bojne opreme, skratka najprej v celoti ustrezno opremimo naše vojake. Potem drug del je namenjen temu, da ustrezno opremimo naše vojašnice, našo vojaško infrastrukturo,
Mi imamo še vedno objekte in infrastrukturo iz 60-ih, 70-ih let prejšnjega stoletja, to so podedovani objekti nekdanje Jugoslovanske ljudske armade. Ko obiskujem te vojašnice, ne vem, ali bi se jokal ali bi se smejal, stvari so res katastrofalno slabe, pri oknih piha, na strehah zamaka, tako da tukaj se vidi, da zelo dolgo časa ni bilo vzdrževanja. Potem tretji segment je pa namenjen našemu letalstvu. Kupujemo nove helikopterje, 2 nova vojaška helikopterja in pa sredstva so namenjena za prenovo oziroma dodelavo naše eskadrilje helikopterjev Bell 412, ki rešujejo v gorah, ki jih uporabljamo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Kupujemo tudi transportno letalo. Ta zadnja kriza je pokazala, da smo zelo odvisni logistično od nekaterih naših partnerjev, ko gre za res, in mi želimo tukaj zgraditi večjo avtonomijo. In seveda potem pa pridejo na vrsti tudi te slavni oklepniki, s katerih se nekateri norčujejo, so pa namenjeni temu, da zagotovimo varnost našim vojakom in jim zagotovimo možnost preživetja, da preživijo, ko jih pošiljamo na različne misije po svetu. In če vaše vprašanje, zakaj so na teh misijah po svetu, je odgovor zato, ker je Slovenija zavezana mednarodni skupnosti in ker smo dolžni tudi skrbeti za ohranjanje miru po svetu, po naši bližnji in širši okolici. In v nekaterih teh nemirnih predelih še vedno streljajo na naše vojake ali podstavljajo kakšne mine in to vrstna vozila jim omogočajo preživetje. Ne kupujemo pa ofenzivnih orožij, kot so tanki, kot so lovska letala in podobno. Tako da se vračam na tisto, kaj je za vas orožje. Zdaj, za nekaterega je vojašnica orožje, za drugega ni, za tretjega je helikopter orožje, za enega ni. Naj pa zelo jasno poudarimo. Seveda, če želimo vojsko imeti, potem je tudi treba neko orožje kupiti, ker če orožja vojska nima, potem to ni več vojska, ampak je morda civilna zaščita. In tisti, ki imajo s tem strašanske težave, bi bilo potem najbolj enostavno, da povedo, glejte, mi smo za to, da v Sloveniji vojsko ukinemo, da nimamo več vojske, ampak imamo zgolj in samo civilno zaščito. Ne bi bili edini takšen primer. Imamo tudi nekatere druge države v Srednji Ameriki, ki so se, recimo Kostarika, ki so se svoje vojske odpovedale, ampak to so odločitve, ki jih je treba sprejeti, so pa bile v Sloveniji že sprejete na začetku 90-ih let, ko smo se za svojo vojsko odločili za zelo majhno večino, ampak kot rečeno prej, to nam je omogočilo, da smo danes pravzaprav samostojni. In seveda tudi vprašanje, ali obstaja potem tudi država. Uroš, če smem zdaj k tebi, vprašanje te fizične varnosti, konec dneva tudi vojske, včasih težko potem prevedemo za gospodarstvo. Ali je to za gospodarstvo pomembno in zakaj? In seveda investicije v varnost strani gospodarstva. Se v gospodarstvu dovolj zavedamo, kako pomembne so investicije v gospodarstvo, v kibernetsko varnost, recimo zdaj v tem primeru. Prej si omenil, da na to nismo bili najbolj pripravljeni. Zdaj bom tako rekel, gospodarstvo seveda želi imeti vedno neko stabilno okolje. Stabilno okolje pa pomeni tudi politično stabilno okolje in nasplošno varno stabilno okolje. Bolj ko je država prepoznana kot varna država, več lahko investicije pride v samo državo, več lahko gospodarstvo začne recimo investirati, uspirati programe in vse, kar se z tega vrti. Tako da to je pač nekaj neminovnega. Recimo primer je Švica, ki ima zelo močno lastno vojsko, kljub temu, da je nevtralna država, recimo tipičen primer, da pa če pogledamo Norveško, ki je tako stabilna država, ki ima zelo močno vojsko, in iz tega tudi izhaja. Zdaj, ker je digitalna, kibernetska varnost, v bistvu kibernetska varnost je neke vrste polje 5. dimenzije, kjer se poteka ta spopad, ves čas in je neminovno povezan s tem fizičnim svetom in je tukaj, je to lažna dilema, bo to je treba vložiti in organizacije se tega zavedajo, če ne drugače, zato, ker nam neke vrste zakonodaja, pa niti ne zakonodaja, neke vrste skladnost, neki standardi, ki prihajajo iz tujine, silijo v to. Ko boste primer revizorja, ta vas bo vedno vprašal, koliko vlagate v informacijsko varnost v podjetju, kako zagotavljate, katere projekte izvajate, katere ukrepe izvajate, ali izvajate analizo tveganj in na podlagi tega, ali se odločite. In
iz tega, tudi če ni bilo neke dobre volje ali pa če ni bilo prepoznano to, da je potrebno vlagati, to so organizacije začele planirati, investirati in graditi v tej smeri. Ne. In informacijska varnost v podjetjih se vedno temelji na tridimenzionalni matriki, torej na ljudeh, s katerimi imamo mi v Sloveniji vedno velik problem, ker nas ni dovolj usposobljeni za to, na procesih oziroma organizacijski organiziranosti ter na tehnologiji. Ne, tehnologija v informacijski varnosti je pa nekaj tega, kot ste prej rekli, ali imamo orožje. Potrebujemo imeti nekaj, da se branimo. In potrebujemo nekaj imeti tudi, ko smo napadeni, da to zaustavimo in da se povrnemo nazaj v delujoče stanje in to čim prej. Blaž, če smem zdaj še k tebi, ko gledaš z vidika profesorja na Fakulteti za varnostne vede, ko je potrebno reči, kam najprej vlagati? Kaj je tisto, kar bi, vem, da je težko vprašanje, ker potrebno vlagati povsod, ampak kaj bi bilo tisto, kar bi ti priporočil oziroma rekel, to so zdaj prioritete? Mislim, kar se tiče kibernetske varnosti, jaz mislim, da je vedno prioriteta tukaj uporabnik. Jaz mislim, da je vedno prioriteta človek, uporabnik, ki ga postavimo v neke procese v organizaciji, v družbi in ki deluje znotraj kibernetskega prostora. Če se smem navezati na Uroša, ki je eno zelo zanimivo zadevo rekel. Prva stvar treba je vedeti, da v bistvu število kibernetskih napadov se tudi v času, ko delamo od doma, se v bistvu drastično povečuje. To treba vedeti in seveda je treba potem na vseh področjih to zadevo tudi omejiti, to se pravi jo reševati in tako dalje. To je ena zadeva, druga zadeva pa je, kljub temu, da kibernetski prostor nima meja, kibernetski imamo pa nacionalne meje in vse, kar se dogaja znotraj v bistvu našega nacionalnega prostora, se dotika naših državljanov, naših ljudi in je seveda potem treba to znotraj naših meja reševati. In seveda zopet smo pri uporabniku. Uporabnik je tisti, v katerega jaz mislim, da je treba vlagati glavne resurse. Na fakulteti delamo ogromno v to smer, da izobražujemo kadre, ki bodo v naslednjih fazah lahko delovali, kako bi temu rekel, preventivno in izobraževali v organizacijah ostale uporabnike, s tem, da se bomo lažje, v bistvu bolj efektivno branili proti kibernetskim napadom. Je pa res, da potreba po kadrih se tudi drastično povečuje, zaradi tega, ker kot smo zdaj videli, zopet smo pri tem, ko delamo od doma, naenkrat imamo ogromne vrzeli tako v družbi kot v gospodarskih in javnih organizacijah za ljudi, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo. Na fakulteti, kot sem omenil, delamo ogromno v tej smeri in seveda študente potem tekom študija vključujemo tudi v aplikativno naravnanost reševanja s tem namenom, da se v bistvu v naslednji fazi, ko diplomira, da se lahko vključi v neko organizacijo in rešuje kibernetske probleme. To pomanjkanje kadrov bomo še naslovili. Dobili smo kar nekaj že tudi vprašanj, minister, za vas. Ali menite, da je spričo vseh dogodkov, nemirov po celem svetu, pomenu vojske in policije potrebno dati večjo težo in sicer žal idealnega sveta, kot vidimo, ni? Morda pozabljamo, kot je omenil Blaž, da je vedno več kibernetskih napadov, pozabljamo na to, da je kar po svetu so tudi vojaške operacije in seveda še na tisto, kar nas je seveda zelo negativno presenetilo pred kratkim na Dunaju, na terorizem, ki je pravzaprav bil next door. Kako vidite vlogo vojske in policije tukaj in ali se vloga povečuje? Sedanji svet postaja vse bolj negotov. Veste, da sedanja zdravstvena kriza lahko zelo hitro preraste v ekonomsko krizo, ekonomska pa v nekoliko bolj odprte konflikte. Zato, če pogledate, izvzamete Slovenijo, ampak pogledate celotno Evropo, vidite, da je v Evropi nek trend, ko se izdatki za obrambo in varnost povečujejo. Neka skandinavska Švedska je zdaj napovedala, da bo šlo v izjemno investicijo, ki jo v 70 letih njene zgodovine v zadnjem obdobju ni bilo. Recimo nevtralna Švica izdatno financira v pojačanje obrambe in vseh teh stvari. V celotni Evropi je nek tak zaznan trend, da situacija postaja bolj negotova.
Še posebej se je ta trend pospeševal, ko so bili transatlantski odnosi nekoliko bolj negotovi, ko se ni vedelo, kaj točno se bo dogajalo na relaciji Amerika-Evropa, in tukaj je bil pritisk številnih evropskih velesil, da je treba krepiti našo avtonomijo, da smo preveč odvisni od naših zaveznikov na drugi strani Atlantika, in tudi v okviru tega so nastajale različne pobude in iniciative, da se vlaga v večjo varnost. In tem iniciativam tako ali drugače sledi tudi Slovenija. In ne bi rekel, da se v celem svetu pomen vojske in policije veča, kot je recimo bilo vprašanje, ampak da v državi sta policija in vojska tiste dve institucije, ki imata monopol nad represijo in ki vzdržujeta nek mir in red v neki državi. In v tem duhu počnejo seveda vse demokratične države. Se pa svet drastično spreminja in tudi boji se iz nekih pol, iz nekih morij selijo v kibernetski prostor. NATO je že pred leti kibernetski prostor označil kot eno izmed sfer, kjer potekajo nove oblike boja. Če smo imeli prej zemlja, zrak pa voda, se je potem dodal še kibernetski prostor, zdaj se dodaja še vesolje, če želite tako, ne. Tako da se vsej v zavezništvu zelo zavedamo, da se nove bitke odvijajo v kibernetskem prostoru. In danes je seveda kibernetski prostor tisti, ki ti lahko praktično paralizira kompletno državo. Recimo, če pogledamo leta 2007, kaj se je zgodilo v Estoniji, z ruskim kibernetskim napadom je praktično Estonija bila 14 dni paralizirana. Če pogledamo, kaj se je zgodilo leta 2014, na primer v Ukrajini, ko je nek kibernetski napad praktično izločil elektrarno iz operativnega delovanja in s tem pustil v najhujšem mrazu 900.000 Ukrajincev brez neke električne energije. To govori prid temu, da seveda nove bitke se bijajo na kibernetskem prostoru. Ali tudi, če pogledate zgodbo, kako je Izrael, vse govori se tako, onemogočil iranski jedrski program, niso ga uničili s konvencionalnim napadom ali pa z bombardiranjem na njihovo postrojenje, ampak z nekim posebnim virusom, ki je nevede ali pa na zelo pameten način ukorporiral določene napake pri razvoju njihovega jedrskega programa. Tako da tukaj je kibernetski prostor vse pomembnejši in tudi zato, ker je tam naslednje vprašanje, če v sklopu tega zakona, ki zagotavlja investicije, predvidevamo tudi investicije v kibernetsko varnost, ja jih. Zakon predvideva vsaj 40 milijonov evrov, ki jih nameravamo vložiti v povečanje naše kibernetske varnosti in obrambe. Naj povem, da skupaj z zavezniki in z njihovimi donacijami tudi zdaj že pospešeno gradimo našo večjo zmogljivost na kibernetskem prostoru. Mi bomo v kratkem zgradili cyber range, po slovensko bi to rekli kibernetsko vadišče. Mislim, da bo to enkratna zmogljivost, ki ne bo na razpolago samo vojske ali pa samo obrambnemu sistemu, ampak ga bomo ponudili tudi vsem privatnim družbam. Jaz sem slišal, da so se nekatere večje slovenske družbe že zanimale, da bi nek tak cyber range zgradile tudi same, ampak je stvar vredna več milijonov evrov in so na nek način potem od te investicije odstopile. Po domače povedano bo pa to cyber range omogočil, da recimo zdaj denimo podjetje Telekom preslika, duplicira njihovo kibernetsko infrastrukturo v to cyber vadišče in potem na tem cyber vadišču trenirajo, vadijo vse pomanjkljivosti, vse ranljivosti in jih na takšen način tudi odpravljajo, s čimer v ničemer ne prizadenejo svojega osnovnega omrežja. Mislim, da bo to en pomemben korak naprej. To zmogljivost bomo v kratkem dokončali, potem delamo še korak naprej. Skratka, izdatno vlagamo tudi v kibernetsko obrambo. Zdaj pa rad naredil sam še zaključek, nekaj je tudi vprašanje, če kaj vlagamo v drone. Ja, vlagamo, celo slovensko podjetje dela drone, ki jih uporablja slovenska vojska in jih bomo še bolj v intenzivnosti.
Zdaj, ta vojna v Gorskem Karabahu je odprla številne študije, kakšno je zdaj to moderno vojskovanje, in imate posameznike, ki pravijo, da droni so absolutna prihodnost in da z droni je praktično Azerbajdžan popolnoma uničil Armenijo in da jim nobeni oklepniki niso pomagali. Ampak v zgodovini vojskovanja je bilo vedno tako, da ko je bilo neko orožje, ko je bil v preteklosti zelo novo orožje, tank, so razvili neko protitankovsko orožje. Ko je bilo zelo učinkovito letalo, so razvili neko protiletalsko orožje. Skratka, vedno neko učinkovito orožje tudi rodi protiodziv in zadeve se spreminjajo skozi obdobja. In Slovenija in slovenska vojska bo seveda tem modernim trendom sledila, ker se mi zdi pomembno, da nismo zaostali v nekem prostoru, ampak da spremljamo svetovne trende, da se nanje tudi prilagajamo. Blaž, minister je omenjal te velike kibernetske napade, ki so znani, estonski primer in tako naprej. Ne ve pa se veliko, kaj se na to temo dogaja v Sloveniji. Ali na fakulteti veste več in ali se dogaja veliko? Mislim, na fakulteti, zdaj tako je, na fakulteti vemo toliko, kar ve javnost, ker v bistvu tega se pač do teh informacij vse v javnost vse ne pride, zaradi tega, ker o teh informacijah se ne govori, v bistvu se ne diskutira. Je pa res, da že v preteklosti smo govorili, ko ljudje premišljujejo o investicijah v kibernetsko varnost, tudi gospodarske recimo ali pa javne družbe, je dostikrat smiselno vedeti, da te napadi obstajajo. To pomeni, ljudi je včasih dobro opozoriti pa reči, glejte, zadeva ni tako nedolžna, kibernetski napad, če se vrnemo že spet k tistemu biasu prej, in reče, ja, ta zadeva v bistvu se lahko zgodi tudi vam, se lahko zgodi tudi slovenskim družbam, se lahko procesi ustavijo in ne nazadnje, ko ta tveganja v bistvu obravnavamo, a se to lahko zgodi ali ne, lahko zadeve povezujemo potem tudi z nekim finančnim učinkom. In ko zadeve povežemo s finančnim učinkom, nam je lahko zelo hitro jasno, da v bistvu izpad nekega procesa le ni tako nedolžna zadeva in v ozadju stojijo lahko tudi, kako bi rekel, velike gospodarske škode oziroma veliki finančni izpadi. Uroš, vi v vašem centru se ravno s tem ukvarjate, verjetno seveda ne boš govoril o konkretnih primerih, nam pa verjetno lahko poveš, kako je to intenzivno, se v zadnjem času, ko delamo nadaljavo, intenziviralo in ali obstajajo določeni centri, iz katerih se to počne, so kakšne države, tudi kot države, bolj močne v tovrstnih napadih, kakšen je tvoj pogled s terena? Imamo pravka s tremi grupami, pa tremi nivoji teh napadov. Imamo napade čistega koristoljubja, organizirane kriminala, ki želi na zelo hiter način priti do nečesa. Tu predvsem mislimo na izsiljevanje z šifriranjem podatkov. Tega imamo ves čas veliko, zato ker to je za napadalca relativno enostavno narediti, za žrtev je pa to strašen problem potem. Tukaj zapažamo v zadnjih mesecih sofisticiranost napadov, ker se vrinejo v komunikacijo, zlorabljajo poslovno komunikacijo. Imamo primere, ki so podjetja plačala več 10, tudi 100.000 evrov sredstev na napačen način, na napačne račune. Moram priznati, da tisti napadalci so si vzeli kar nekaj časa za to, da so to lepo naštudirali, pogledali, izpeljali. To je en nivo napadov. Imamo drug nivo napadov, ker opažamo v zadnjih mesecih enormen pojav teh, če ste tudi mogoče sami videli, ker se ves čas dogaja, nekih phishing, spear-phishing, elektronskih sporočil, ker je zelo težko se boriti proti njim, zato ker se ves čas prilagajajo, pa nam enkrat napadajo, da nam bo Dars podaril vinjeto, pa enkrat nam pošta nekaj govori, enkrat bo DHL, enkrat bo UPS. Imamo recimo, smo imeli tudi zelo sektorske napade na zdravstvo, ker bo nekdo vedno odprl nek mail, če bo pisal dežurstvo, recimo seznam nečesa, v to. In če nimamo podležnih obrambnih mehanizmov, se bo to izkoristilo, bo prišlo noter, bo prišlo do napada in bo prišlo do tega.
Jaz tem trdim, da to je večinoma večstopenjski napad, ker je prva faza taka, ker se kradejo informacije, zato da se nekaj doseže. Ali pa imamo tako glasne napade, take v smislu, kot če bi šli ribe loviti z dinamitom. Vršiš dinamit v vodo, vedno ima nekaj rib mrtvih preplavlja na površje. Vedno večji problem je tisto, kar je skrito v ozadju, ker se ne vidi, ker je zatem še kaj druga skrito. In to je pa ponovadi dostop do določenih specifičnih informacij, ali je to v organizacijah kraja neke intelektualne lastnine, doseganje neke prednosti pred nekom v nekih stvarih in tudi to zapažamo. In opozarjamo ljudi ves čas, kako je potrebno reagirati, ker najšibkejši člen je vedno človek, vendar so ljudje po svoji naravi zaupljivi in pač v enem trenutku se ta slabost izkoristi. Zdaj je pa potrebno vedeti in naše programe, obrambe narediti na takšen način, v smislu, dajmo, kot je že prej minister rekel, da cyber range tam testirati, dajmo testirati, kaj lahko naredimo v primeru, ko smo napadeni, ker 100% obrambe nikoli ne bomo imeli. In kako hitro bomo lahko povrnili tisto prejšnjo stanje nazaj in minimalizirali škodo. Tukaj morda, minister, če smem, Uroš je govoril o različnih sferah napadov oziroma stopnjah, pa bi vseeno vprašala, ali je strani kakšnih držav to bolj prisotno in seveda se potem moje vprašanje navezuje tudi na vprašanje zavezništev, zaupanja in to, zakaj smo zavezani NATO, zakaj je to za nas pomembno, ali lahko z lahkoto govorimo, če zapustimo to zavezništvo, bomo pa drugače. Morda vaš pogled na to. Ja, seveda so pri teh kibernetskih napadih nekatere države bolj aktivne. Zdaj si predstavljate, če bom zdaj tukaj omenil, da bom imel naslednji trenutek klice veleposlanikov, ki mi bojo pojasnjevali, zakaj temu ni tako, ampak vsi vemo, kako stvari stojijo. V mojih prejšnjih službah, ko sem bil poslanec in sem bil tudi slovenski predstavnik v NATO parlamentarni skupščini in sem bil v odboru za znanost in tehnologijo, in smo se ogromno ukvarjali s temi kibernetskimi zmogljivostmi NATO gor in dol. Ne bom nikoli pozabil, ko smo bili na Nizozemskem in eden izmed nizozemskih senatorjev razpravljal v tem smislu, je rekel, vedno je napad najboljša obramba in je rekel, mi smo imeli konstantne težave z kibernetskimi napadi ruskih trolov, to je bilo non-stop nemogoče in seveda tudi nekaterih drugih držav, dokler država ni zgradila ne zgolj obrambnih, ampak tudi ofenzivnih kibernetskih zmogljivosti. Seveda je treba imeti to pod striktno kontrolo, ampak kljub vsemu je povedal konkreten primer, da so napade ustavili zelo čisto enostavno tako, da so z ofenzivnimi zmogljivostmi identificirali tega hekerja, mu v njegovem stanovanju prižgali in vžgali luč in mu napisali še elektronsko sporočilo, da to je zadnji opomin, da potem, če bo s svojimi napadi na nizozemsko infrastrukturo še naprej nadaljeval, potem bodo seveda posledice mnogo hujše. In v tistem trenutku so se vsi napadi na določeno infrastrukturo tudi končali. Kibernetski prostor je stvar, s katerim se NATO ogromno ukvarja in se zavedamo, da ne zgolj za napade, ker nekatere države pač izvajajo čisto kriminalne dejavnosti, pridobivajo denar, ker je njihovo gospodarstvo tako obubožano, ali druge države, kjer kradejo neko intelektualno lastnino in na takšen način želijo preskočiti neke razvojne korake. Poleg vsega tega, ker je pomembno, da se na takšen način zaščitimo, se bodo zagotovo pomembne bitke v prihodnosti bile tudi na tem področju in zato NATO temu posveča ogromno pozornosti, sprejemajo se različne strategije in ne nazadnje, v okviru tega se dela ogromno tudi različnih vaj. Zlasti, kot je bilo rečeno, strani gospoda Majcna, kako se znamo v primeru nekega napada odzvati. Ker ne nazadnje naše zavezništvo je tako, da napad na enega pomeni napad na vse
In seveda, če želiš biti učinkovit, moraš za to tudi se ustrezno pripraviti in imeti vaje. Morda se vidijo vedno tiste vaje, ko se dela z nekim konvencionalnim orožjem, ki je zelo vidno, je pa precej vaj tudi na takšen način. In zagotovo je naše članstvo v zavezništvu NATO najcenejša zavarovalna polica. Marsikdo zdaj razpravlja o tem, češ, a ne bi bilo pametno, da bi šli iz NATO, ampak jaz vedno poudarjam, če gremo ven iz NATO, potem bo naša varnost in obramba dražja, ker poanta zavezništva je to, da se mi dogovorimo, kaj boste delali vi, kaj bom delal jaz, da mi ni treba vsega početi, da se znotraj zavezništva dogovorimo, kdo bo razvijal kakšne zmogljivosti in potem, ko jih damo skupaj, smo resnično močni, seveda vsakemu posamezniku pa ni potrebno razvijati vseh teh podrobnosti in zvrsti. In tukaj vprašanje še eno za vas, minister, in sicer, če pogledamo primer izraelske vojske, je izjemno pomembno doprinesla k temu, da se je razvijal tudi podjetniški sektor, in vprašanje, ki smo ga dobili od našega poslušalca, poslušalke je, ali bo slovenska vojska vlagala v slovenski razvoj in delovanje, ali bomo nakupovali opremo v tujini. Povsod po svetu in tudi te glavne inovacije, ki so dan znane in so vsem nam dostopne, so več ali manj zaključki ali pa posledica nekih vojaških obrambnih inovacij in raziskovanj. In Izrael je takšen primer, Amerika je tudi takšen primer, ker obrambna industrija nekaj začne, potem pa privatni sektor te zgodbe nadaljuje in tudi mi želimo v tej smeri delovati. Ne nazadnje nas marsikdo podcenjuje, ampak slovenska obrambna industrija obstaja, imamo celo grozd obrambne industrije. Seveda ta grozd obrambne industrije se zlasti je zelo močen in intenziven na tem cyber področju, ali če želite na področju raznih simulatorjev in podobnih zgodb. Tukaj smo izjemno močni. Ne nazadnje, naš Pipistrel prodaja številna letala, gre za milijonske posle z Ameriko, z Indijo. In verjamem, da bo tudi slovenska vojska podpirala slovensko industrijo, kako na kakšen način. Mi imamo v tem zakonu o teh investicijah zelo jasno zapisano, da moramo vsako leto obveščati grozd slovenske obrambne industrije, kje so njihove priložnosti, kje so njihove možnosti, in to nameravamo delati zelo intenzivno. Moja želja je, da bi čim več tega zakona realizirala slovenska podjetja in da bi tudi jih na čim več načinov vključevali. Moram pa že zdaj poudariti, da mi imamo vsako leto na razpolago vsaj 2 milijona evrov za različne raziskave, za inštitucije, univerze, kdorkoli se lahko prijavi za različne stvari, ki jih nekdo razvija na obrambnem področju, da na takšen način tudi raziskave in razvoj podpiramo. In to bomo v prihodnosti delali še bolj intenzivno. Blaž, tukaj bi naslovila nate vprašanje zavezništev, vprašanje NATO. Ga spričo tega, da ste za varnost TV obravnavate, in kakšen je tvoj pogled? V bistvu, kar se tiče kibernetskih groženj, NATO je tukaj naredil pomemben korak naprej, kar pomeni, da združuje v bistvu ostale članice in pripravlja strategije tudi na tem področju, kar je seveda z kibernetskega varnostnega stališča izrednega pomena. To pomeni, da v bistvu v kibernetskem prostoru nismo nekako sami. Je pa res, da v bistvu poznavanje celotne, kako bi rekel, kaj vse NATO počne, je v bistvu tudi nam in pa študentom seveda nekako skrito, kar je pa seveda tudi logično, zaradi tega, ker določene organizacije, moramo ljudje razumeti, da določene organizacije imajo določene strategije delovanja, morajo do neke mere obdržati zase, zaradi tega, ker če bi zadeve vse razkrile potem, pa da bi bilo na platoju, potem kako naj v bistvu neka varnost potem sploh deluje. Če imamo več sfer, če govorimo o večsfernih zadevi.
Tako da ja, absolutno imamo v bistvu NATO je, kot sem rekel, razvil pomembno strategijo in seveda se o tem tudi, kako bi rekel, o strategiji, ki jo NATO in Evropska unija, ki se je razvila, poučujemo tudi študente, usmerjamo študente v to, da jo poznavajo. Imamo pa vse to na več nivojih, mi imamo na evropskem nivoju imamo strategijo o kibernetski varnosti, imamo slovensko strategijo o kibernetski varnosti, imamo z 2016 GDPR varnost o osebnih podatkih in vsem tem v bistvu, kot sem že na začetku rekel, zakonodaje seveda študente tudi obveščamo, zaradi tega, da je kader osveščen, da je kader v bistvu pripravljen, da deluje nekako preventivno tudi v kibernetskem prostoru. Uroš, če smem še tebe vprašati, pa ne rabiš komentirati NATO, ampak morda te mednarodna okolja, je Slovenija kot taka tudi z vidika gospodarstva zavezana kakšnemu od mednarodnih okolj? Je to pomemben vir informacij in seveda znanj? Kje se ti najdeš? Kje se ti najbolj vidiš ali pa če želiš seveda tudi tvoj pogled na NATO? Slovenija je zavezana, konec koncev, zaradi evropskih direktiv imamo nekaj zakonodaje lokalno sprevedene v slovenski prostor. Predvsem govorimo o zakonu o informacijski varnosti, ki je pač nek pripoznal tako na nosilce bistvene infrastrukture, ki morajo na podlagi tega izvesti dolžna dejanja za informacijsko varnost. Po drugi strani imamo kupico organizacij, ki delujejo v mednarodnem prostoru ali so del mednarodnih verig, kjer se to ocenjuje, kjer se vrednost organizacij ocenjuje tudi stališča ukrepov, ki jih izvaja za zagotavljanje določenega nivoja informacijske varnosti. Tako da Slovenija ne more biti tukaj izjema, je vpeta v ta prostor in tudi ni izjema ne pri izvajanju ukrepov in ni izjema pri biti žrtev tega. Ne moramo biti izvzeti iz ničesa. Mi smo pač del tega in ja, tukaj je pomembno tisto, kar rečemo v angleški izraz strength by numbers, mi nikoli ne moramo imeti dovolj velikega številk, smo pa lahko del nekih zavezništv, ki nam pa to olajšajo oziroma pomagajo pri obrambi. Minister, tukaj je eno vprašanje za vas, na katerega ne vem, če boste lahko odgovorili, pa vendar sem ga dolžna zastaviti, glede na, da so nam ga zapisali, in sicer nam lahko poveste, če je Slovenija že bila žrtev kakšnega večjega kibernetskega napada in kako ste se obranili. Slovenija je že bila žrtev kibernetskega napada, praktično se kibernetski napadi dogajajo dnevno, so pa različno močni z različnimi posledicami. Najverjetneje se bodo poslušalci spomnili tistega napada, ko je bilo podjetje Revoz praktično zaustavljeno, mislim, da za 2 dni. Ta kibernetski napad je imel neke konkretne tudi finančne gospodarske posledice. Skratka, Slovenija se je že seznanila in že pozna tovrstne kibernetske napade, ki so šli zlasti na gospodarstvo, na določeno izsiljevanje za denar. To nam je zelo znano, o tem se je zelo veliko poročalo. Hvala Bogu pa zaenkrat še nismo imeli takšnega kibernetskega napada tipa Estonija, da bi nam kolapsirala celotna država, ali pa recimo nekega zelo učinkovitega napada na našo kritično infrastrukturo, kot se je recimo zgodilo v Ukrajini. Imamo pa v Sloveniji zelo pomembno kritično infrastrukturo, začenši z nuklearko, z vsem ostalim elektroindustrijo, če želite tako naprej, telekomunikacijsko industrijo, ki je zelo lahko dojemljiva za kibernetske napade. In tudi z tega vidika se mi zdi blazno pomembno, da bomo vzpostavili ta cyber range oziroma po slovensko kibernetsko vadišče, kjer bomo resnično dali na razpolago podjetjem, da stestirajo svoja informacijska omrežja, da jih preskusijo, da najamejo ta dobre hekerje, da poskušajo izvesti ali pa preveriti, kje so njihove luknje, kje so njihove pomanjkljivosti in da te stvari sproti odpravljajo. To je nek dinamičen proces, to ni nikoli dokončana zgodba, vedno se je potrebno boriti, prizadevati, da se čim večja varnost zagotovi, ker se na drugi strani tudi nikoli druga stran ne spi in vedno išče in inovira nove priložnosti in možnosti, da zaobide obrambne in pa varnostne mehanizme.
Uroš, tako imenovani, a se vam reče, beli hekerji, prosti, povej mi, nauči me pravi izraz, torej tisti te dobri hekerji, ki ste na tovrstnih rangih in to preizkušate, o tem bi te rada vprašala in seveda tudi v pojmu dark weba, za katerega vsi vemo, da obstaja, in kot je rekel minister, ta dark web včasih inovira še toliko hitreje in je korak pred tistim, kjer se braniš. Morda tvoj pogled na to. Ja, ponavadi imamo v tem našem svetu etične hekerje, tisti, ki skrivajo ranljivosti, ki jih podjetja, organizacije najamejo za to, da poskušajo najti tovrstne ranljivosti, ki bi jih drugače napadalci izkoristili. Potem imamo pa blue team, pa red team, ta modra pa rdeča ekipa, ki napada, modra ekipa, ki brani, pa smo tisti, ki branimo vpleteni v tako varnostno-operativnih centrih, ki smo jih v Sloveniji začeli vzpostavljati. Moram reči, da dark web je pa nekaj najbolj zanimivega, namreč in grozljivega. Ja, zanimivega zato, ker bizarno s čem upravljajo in s čem trgujejo, ampak so izredno napredni. Imajo zelo dobre tehnike skrivanja. Če vam reči, da imajo noter vgrajeni customer service, ti lahko najameš tam določen napad in pa te še vprašaj, kako si bil zadovoljen s tem. Jih lahko rejtaš, imajo chatbot agente, nimajo problema z razpadom, ker imajo tako zelo heterogeno infrastrukturo. In večkrat izkoriščamo za to, recimo, ko pri organizaciji, ki jih varujemo, da po dark webu gledamo, kadar se neke kampanje tam začnejo dogajati, se tam začne o tem govoriti, imaš neke probe, ki to raziskujejo. Moram pa reči, da je to nekaj, ki ne moramo ustaviti več. Če veste, da tam se je dogajalo z trgovanjem z orožjem, z mamili, z kibernetskimi napadi, recimo dajem primer, kako se je prek tega izkazalo v Rotterdamski luki, kjer so vdrli v sistem carine in flagali določene kontejnerje, da so bili že pregledani, pa niso bili pregledani, pa so skozi njih drogo pošiljali. Oni so vedno zelo napredni. Mislim, celo mogoče bom rekel, ker pač so zelo ciljno smerjeni korak naprej pred obrambo, ki je vedno lovi. In daj smo tudi mi, ko imamo v obrambi en malo obupani, ko recimo zaznamo eno stopnjo napada, ga preprečimo, potem pa nas takoj naprej naslednja, bolj napredna stopnja udari. In pa se moramo prilagoditi in reči, ok, dajmo zdaj to, pa najti tisto energijo, pa voljo, pa se spet temu lotiti. Ampak pa je ta igra, ki je ves čas poteka. Se tudi v analognem svetu je ta igra, več čas prisotna. Res je, ampak to zlitje, že prej smo opozorili, se dejansko tudi preselilo v digitalno in kar strašljivo, da imajo customer service, verjetno včasih celo boljši kot kakšna legalna, normalna podjetja. Vprašanje, ki ga zastavlja Tine, najprej Uroš in tebi, Blaž, je vajin pogled na Slovensko vojsko. In seveda potem minister, če lahko izpostavite kakšen poseben uspeh Slovenske vojske, smo lahko ponosni. Začnemo z Blažom, torej tvoj pogled na Slovensko vojsko, Blaž. Jaz mislim, da je treba vse udeležence, ki skrbijo za varnost v slovenskem prostoru, v bistvu pohvaliti, jim reči, da naredijo neko veliko delo. Je pa res, kot je gospod minister že izpostavil, tudi vojska se premika, v bistvu deluje sedaj v kibernetskem prostoru, kar je po eni strani tudi razumljivo, zaradi tega, ker kibernetski prostor je del varnosti. In jaz mislim, da je Slovenska vojska mora iti tudi v tekom s časom, kar pomeni, da se mora v bistvu tudi prilagajati trenutnim situacijam, ki so v svetu. Ker ne nazadnje Slovenija ni neka oaza, ki bi bila ločena od ostalega sveta, ampak smo del nekega širšega zavezništva, drugič pa smo del v bistvu celotnega sveta in se moramo prilagajati. In jaz mislim, da, če poudarim tisto, kar sem že na začetku rekel, vse entitete, ki skrbijo v slovenskem prostoru za varnost, je prav, da se jih v bistvu tudi pohvali in je prav, da grejo naprej s tekom s časom. Uroš, tvoj pogled? Slovenija je dobila tisto, kar je večstoletna želja bila, imeti neko samostojno državo. In vojska je en izmed temeljev neke vrste državnosti, sploh v takem prostoru, ki smo mi.
ker ne moramo reči, da živimo v nekem idealnem prostoru, ki se vse tako hitro spreminja, zavezništva se spreminjajo in to se bo še samo stopnjevalo. Prav tako ne smemo gledati na vojsko kot in to je napačno, kot neko napadalno entiteto, ampak neko obrambno entiteto, ki zagotavlja, kot bi rekel, državnost in je prav, da dovolj razvita država, kot smo mi, kjer imamo dovolj sredstev na voljo, vložimo ti minimalni napor skozi sredstva. Ko govorimo res o minimalnih sredstvih, in to besedo o minimalnih sredstvih, zato da to državnost tudi skozi vojsko krepimo naprej. Jaz sem zelo zadovoljen s tistim, kar je minister rekel, da bomo kupili zelo veliko transportno letalo, kar če ne druga se je v tej krizi pokazalo, da v pomladanskem času nismo imeli lastnega transportnega letala za dovoz te zaščitne opreme. Če ničesa nima, si potem podvržen trgu, kjer je ogromno špekulantov in to je enako tudi vse povsod drugje. Potem moraš iskati nekje na hitro nekaj, kar je veliko dražje in veliko slabše. Tako da vojsko je treba graditi in pred tem bom jaz ostal. Hvala. Hvala, Uroš. Minister, smo lahko ponosni na Slovensko vojsko? Nam lahko izpostavite kakšen večji uspeh? Seveda smo lahko ponosni. Največji in zgodovinsko velik uspeh, ki ga bodo pomnile za najmlajše generacije, je zagotovo to, da je naša vojska obranila našo samostojnost. Še enkrat poudarjam. Zdaj v teh letih bomo praznovali 30. obletnico, ampak zamislite si, da če ne bi imeli mi lastnih obrambnih sil, mi našo politično voljo, ki smo jo izrazili na plebiscitu, ne bi mogli zavarovati na terenu. To je vsekakor zgodovinski dosežek, za katerega bomo obrambnim silam večno hvaležni. Drugače pa, če smo lahko ponosni na vojsko in če lahko kakšne stvari izpostavimo, zdaj naša vojska je izrazito obrambna in pa humanitarno naravnana. V zgodovini, odkar Slovenija obstaja, mi nismo imeli nobenih takih ofenzivnih akcij ali pa da bi kogarkoli napadli. Mi smo se vedno branili, drugače pa vojska je vsakodnevno aktivna v helikopterski nujni medicinski pomoči. Danes, če se ponesrečite in če potrebujete helikopter, je tam vojska. Brez vojske helikopterskega reševanja danes v Sloveniji sploh ne bi bilo. Potem rešuje v gorah, ker so gorski reševalci izjemno navdušeni nad izurjenostjo naših pilotov. Kar se pa tiče tujine, mi imamo v tujini 5 do 6% naših vojakov, 3/4, 75% tega na Balkanu, ampak recimo na Kosovu naši vojaki varujejo srbske objekte na Kosovu. In smo tam zelo dobro sprejeti in zagotavljamo neko sožitje med dvema narodoma, ki sta sicer v konfliktu med Srbi in Kosovari in je to sprejeto z obeh dveh strani dobro. Potem v Afganistanu, jaz sem bil leta 2012 tam, naši vojaki so zagotavljali to, da so v vseh imeli pitno vodo in da so afganistanske deklice lahko hodile v šolo. Meni se to zdi izjemen človekoljuben projekt, ker jaz sem prepričan, da nobena razvojna pomoč, noben denar ti ne more toliko pomagati, kot ti lahko pomaga, če ti nekaj ljudi naučiš pisati in brati. In se mi zdi, da je bil to največji vložek ali pa največja investicija recimo slovenske vojske v Afganistanu. V Libanonu naši ponovno vzdržujejo mir med arabski narodi in Izraelci. Zdaj za Mali v prihodnosti načrtujemo zelo en tak velikopotezen načrt. Mi bi želeli postaviti v Maliju premično bolnišnico Role 2, in na takšen način pomagati malijskemu narodu, da pride tudi do boljše zdravstvene oskrbe. Tako da počnemo po svetu in doma veliko dobrega in je zato težko spremljati vse te napade, ki se zaradi političnih razlogov dogajajo. Minister, vprašanje, ki verjetno je tu na mestu, je vprašanje kadrov. V gospodarstvu govorimo, da je pomanjkanje kadrov. Ko bomo govorili o kibernetski varnosti, bomo zopet govorili o človeku in o pomanjkanju strokovnjakov. Kaj pa v Slovenski vojski? Je pomanjkanje in kaj delate v tej smeri?
Ja, definitivno, ko sem prišel sem, so bili kadrovski trendi katastrofalni. Mi smo v zadnjih 10 letih, ko se je varčevali, izgubili 1000 vojakov, 1000, gre za izjemno številko, tako da danes vabimo vse ljudi, državljane dobre volje, ki so pripravljeni se pridružiti Slovenski vojski, da se nam priključijo. Mi v prihodnjih letih načrtujemo zaposliti 1000 vojakov. Me pa res iskreno veseli, da smo v teh mesecih, odkar smo tukaj, moja ekipa prevzeli dolžnosti, da smo obrnili te kadrovske trende. Letošnje leto bo po 10 letih prvo leto v zgodovini, kjer bo več ljudi v vojsko prišlo, kot pa iz nje odšlo. V preteklih 10 letih so bili vedno trendi negativni. Zakaj so take okoliščine? Jaz ne bom vse medalje prepenjal samo sebi, ampak splet okoliščin. Jaz mislim, da pomembno k temu prispeva, da smo odpravili vse birokratske ovire, da smo zagnali projekt do zaposlitve v enem tednu, ki prej si rabil po povprečju 96 dni, ki si se odločil, da hočeš biti v Slovenski vojski zaposlen, pa do tega, da si vse stvari opravil, da si začel usposabljanje. Potem prenavljamo tudi usposabljanje, ki bo za mlade mnogo bolj zanimivo. Če se bojo mladi odločili za prostovoljno služenje vojaškega roka, bojo lahko v tem času opravili vozniški izpit in dobili še dobro žepnino. Tako da delamo mnoge take stvari, da bi na nevsiljiv način mladim približali služenje v Slovenski vojski. Seveda se pa zavedam, da smo pa za določena področja še vedno prešibki in morda nezanimivi. In ena izmed takih je stvar, o kateri smo danes govorili, so informatiki, so računalničarji, ki jih rabimo za kibernetsko varnost. Glede na to, da na Ministrstvu za obrambo razvijamo obrambne kibernetske zmogljivosti, res desperat rabimo kadre, se pa zavedamo, da jih ne moramo plačati to, kot jih lahko plača privatni sektor, zaradi tega tukaj razvijamo neke vrste pogodbeno rezervo. Se pravi, kdorkoli od etičnih hekerjev ali drugih zelo usposobljenih informatikov se je pripravljen za rečemo 14 dni ali pa 3 tedne v letu priključiti pogodbeni rezervi in nam na kibernetskem prostoru pomagati braniti domovino, smo ga mi pripravljeni izdatno nagraditi. Tako da tudi vse te vabim in so jim vrata pri nas široko odprta. Zdaj sem gledala Blaža, ki se je nasmihal. Blaž, bodo vaši študentje dojemljivi za kaj takega? Je to nekaj, kjer vidiš priložnost tudi za študente in za to, da na nek način tudi doprinesejo res obrambi naše države? Absolutno. Mislim, jaz študente že od začetka svoje akademske kariere spodbujam, ker sem prišel z gospodarstva v akademsko sfero in jih spodbujam k razmišljanju o aplikativni naravnanosti, kar pomeni, da v bistvu razmišljajo tudi to, kaj lahko naredijo, ko se zaposlijo. In mislim, da moji študenti, moram reči, da so v kar nekaj podjetjih in sem še vedno v stiku z njimi in so izredno zadovoljni. Je pa treba vedeti, da imamo za informacijsko varnost nekaj so pač informatiki. Striktno imamo pa seveda tudi ljudi, ki niso informatiki. To moramo ločiti in se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo, kar pomeni z analizami, pregledi, pravilniki, standardi in tako dalje. Pri nas predvsem razvijamo večinoma tudi slednje. In pa seveda tudi predvsem je tukaj pomembno to, da ima študent neko logiko razumevanja kibernetske varnosti, ker ne nazadnje se potem, to se je že izkazalo večkrat, ne nazadnje se potem ta kader zelo, zelo dobro lahko, če je dojemljiv, kar naši študenti so, zelo, zelo super potem v določenih inštitucijah lahko prilagodi, priuči in tako dalje. In jaz ne vidim razloga, zakaj Slovenska vojska tukaj ne bi bila tudi en tak vzorčen primer, kakor jaz razumem. Mogoče bi še preveriti, pa mislim, da je temu tako, da naši študenti imajo celo neko prakso, mislim, da 3-tedensko. Jaz sem gospodu ministru opravičil, če se zdaj motim, ampak mislim, da so mi študenti v tem pripovedovali in izredno radi hodijo za 14 dni, 3 tedne na urjenja. In jaz tukaj ne vidim razloga, v bistvu, da se tudi na segmentu kibernetske varnosti, recimo, če se nek dogovor ali to vzpostavi, da se v bistvu tudi v tem segmentu študente vključi noter skozi neko prakso ali skozi kakšne
druge možnosti. Zaradi tega, ker ne nazadnje, jaz mislim, da je prav, da mladi ljudje vidijo, kaj se v praksi dogaja in to povežejo potem tudi z nekimi teoretičnimi osnovami. Moram poudariti, da naši študenti imajo znotraj predmetnika tudi določene pravne segmente, se učijo, kar pomeni, da povezujejo tudi s tem, kaj lahko delajo, kaj ne smejo delati, in sodelujejo potem tudi pri organizacijski izgradnji kibernetske varnosti. Tako da absolutno pozdravljam to. Hvala. Hvala. V MČM Slovenija vedno znova in znova zagovarjamo, da so spremembe v družbi možne le, če se poveže akademska sfera, gospodarstvo in država. Res mi je danes lepo, da vidim, da nekako se znamo med seboj pogovarjati in seveda, da iščemo priložnosti za državo in verjamem, da lahko tudi iz tovrstnega pogovora nastane kakšna dobra ideja in nova priložnost. Uroš, gospodarstvo se pa lahko vključi na kakšen način in seveda, ko govorimo o kadrih, tudi v gospodarstvu primanjkuje tovrstnih kadrov. Dejstvo je, da verjetno gospodarstvo bolje lahko plača in je to spet vprašanje, kaj to pomeni za državo, ampak vendarle, kje vidiš ti rešitev v pomanjkanju kvalitetnih ekspertov in strokovnjakov? Kot prvo bi se zahvalil tudi Blažu, zato ker tudi pri nas imamo nekaj kadra, ki je prišel iz njegove fakultete. Moram priznati, da smo zelo zadovoljni, saj jaz sem izredno zadovoljen s to novo generacijo. Moram priznati, da so tako delovni, tako entuzijastični, da to je pravo veselje dela z njimi in napredujejo enormno hitro. Imeli smo tudi ljudi, mislim, študente, ki so bili na obeh polih, to je tudi z MČM bili predlagani za kako bi rekel temu, kaj že neko študentsko delo, ampak prakso, pa še na fakulteti za varnostne vede, tako da je bila izredno dobra kombinacija tukaj izpeljana in se zahvaljujem za to. In moram priznati, da zadnja leta vseeno opažam rahel pozitivnejši premik, ki prihaja nove generacije. Nekako smo me se zdi tisto plato pomanjkanja poskušamo usmeriti navzdol. Je res, da tudi v organizacijah, v gospodarstvu lahko seveda bolj plačamo te ljudi. Se pa treba tudi zavedati, da tudi mi imamo konkurenca iz tujine, ker smo tudi mi imeli probleme, da so šli potem tujino, ker jim lahko pač zaradi vsega tudi več ponudijo. Je pa res, da se zapažamo in tudi jaz osebno delam v nekem temu javno-zasebnem partnerstvu z državo, ker moji ljudje, mi si skupaj pomagamo državi, javni upravi, državni upravi, kjerkoli, v tem, da ta razkorak, ta gap poskušamo nasloviti. In da recimo je program, ki delamo, je, da se potem v bistvu delamo neko zadevo in v tistem tudi, ko delamo, izvajamo neko storitev, prenašamo to znanje na ljudi tam, da potem lahko čez čas, čez leto ali dve samostojno začnejo to izvajati. In to se mi zdi, da je ta ena izmed poti, ki ima smisel, zato da pač ni seveda neka institucija, kot je vojska, odvisna od zunanjih, ampak da je nekje z roko v roki za tistimi, ki v tem trenutku mogoče imajo malo več znanja, izkušenj in lahko lažje to zadevo izpeljejo. Uroš, hvala. Minister, še za vas vprašanje, ki ni neposredno povezano z obrambo, je pa definitivno povezano z varnostjo, in sicer, ali ste zadovoljni z obvladovanjem epidemije, ki jo vodi vaša vlada? Ja, prvi val epidemije, mislim, da smo zelo uspešno obvladali in smo bili v samem evropskem vrhu po uspešnosti. Z drugim valom pa obvladovanjem epidemije pa seveda nisem zadovoljen, ker številke kljub vsem ukrepom vztrajajo na visokih ravneh. Zdaj, kje so razlogi, glede na to, da so naši ukrepi zelo podobni ukrepom, ki jih sprejemajo druge evropske države, in zakaj v drugih evropskih državah te ukrepi prijemljajo in dajo rezultate, pri nas pa ne, je vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati in ne bi rad kogarkoli krivil, najprej moramo pred svojim lastnim pragom pomesti in se najprej vprašati, kaj je vlada narobe naredila, in tudi jaz lahko zagotovo izpostavim, da naša komunikacija ni bila najbolj optimalna, da izboljšanje komunikacije je ena izmed stvari, na kateri je treba zelo intenzivno delati. Zdaj, po raziskavah, ki sem jih pa nedavno spremljal, pa gledal pa je, da približno petina, 20% državljanov ne spoštuje ukrepov
so pa to zelo različni razlogi. Zdaj 20% pomeni 400 tisoč ljudi, gre za veliko številko in tukaj bomo najprej na vladi naredili analizo, kaj smo mi grešili in kaj je potrebno še izboljšati zaradi tega, da bi te ukrepi vendarle boljše prijeli. Zdaj smo že omenjali odgovornost posameznikov, na kar vedno znova je potrebno pozvati, seveda pa je tudi nekaj, kar vendarle, tudi jaz zdaj javno rečem, popolno zaprtje gospodarstva nikakor ni rešitev in mi kot poslovna skupnost definitivno menimo, da v to smer nikakor naj vlada ne gre, kajti škoda, ki je že zdaj povzročena, je res ogromna. Se pa zavedamo pomen varnosti in zdravja ljudi. Zdaj pa morda še vprašanje, prej Uroš omenil, kako pomembna je tudi stabilna politična okolje, tudi za gospodarstvo, tudi za investicije, tudi za vlaganja. Minister, moram vas vprašati, tudi na to vprašanje seveda lahko odgovorite, brez da komentirate in mi tudi tako poveste, ampak vendarle, bo ta koalicija zdržala vse te namere, tudi izpeljavo tega zakona, če hočete, vlaganja v vojsko, zagotavljanje večje varnosti, zagotavljanje priložnosti za Slovenijo? Moj odgovor je da. V slovenskem političnem prostoru je najtežja stvar izvoliti predsednika vlade. Ko enkrat je predsednik vlade izvoljen, potem ima koalicija lahko tudi manj glasov kot 46, pa še vedno lahko brez večjih težav funkcionira, ker se ponavadi zakoni s tesno večino tam sprejemajo malo nad 40 glasov. In se mi zdi tudi ta ves vihar, ki se zdaj dela okrog Desusa, brezpredmeten in na nek način tudi medijska konstrukcija. Karl Erjavec lahko odpelje na drugo stran vse 4 poslance Desusa, pa to še vendar ne bo ustrezna večina, da bi druga stran lahko izvolila predsednika vlade. Tako da jaz mislim, da bo ta vlada zdržala do konca. Seveda pa ne trdim, da vse, kar smo do zdaj naredili, da je idealno in da je vse super, ampak da tudi nas čaka še ogromno dela, da predvsem iščemo in najdemo poti, kjer se lahko še izboljšamo naše delovanje, kjer smo lahko še bolj učinkoviti in katere so morda tiste teme, kjer je politična, strokovna, pa tudi slovenska javnost tako razdeljena, da v teh razgretih okoliščinah, da jih ni vredno odpirati oziroma postavljati na dnevni red. Zagotovo pa si Slovenija zdaj zasluži predvsem stabilno vlado, ker mi zdaj rabimo operativno vlado, ne političnega preračunavanja, volilne kampanje, pa predčasnih volitev se v sedanjih okoliščinah sploh ne moremo privoščiti, tako da jaz računam tudi na trezen premislek vseh poslancev, ko bodo o teh stvarih odločali. In seveda, na kar pozivamo v poslovni skupnosti, priložnosti optimizma je na kulturo dialoga, pa na to, da znamo vse sfere sodelovati med sabo. Hvala za današnji pogovor vsem trem gospodom in glede na to, da je to zadnja letošnja virtualna kava, naj le zaželim, naj se številke pozitivnih seveda obrnejo, ampak ostanimo pa pozitivni v tem, da Slovenija ima priložnosti, da Slovenija ima optimizem in da bomo lahko res ena vrhunska država, kjer pa naj povem, da naši mladi, predvsem naša platforma Young, že namerava govoriti več o tem, kako privabiti nove talente, kako vendarle postaviti nove priložnosti in to je nekaj, čemur smo zavezani, verjamem, da v sodelovanju to lahko naredimo. Najlepša hvala, gospodje, in seveda srčna hvala tudi vsem našim članom, patronom za vso podporo, ki smo jo bili deležni letos. Verjamem, da bomo tudi v 2021 naslovili pomembne teme. Zahvaljujem se vam, da nam to omogočate in verjamemo v ta prostor, v priložnost in optimizem. Hvala lepa.